Dragi obiskovalci, naj predstavim svoje goste. Tukaj z nami je dr. Drago Cvirk, teolog in velik poznavalec ver. Gospod Tomo Križnar, aktivist, ki ga najbrž ni treba posebej predstavljati, in gospod Arkan Al-Navas, slikar, ki živi že, bo povedal koliko let v Sloveniji, je drugače slikar. Pred sabo imamo pretresljivo zgodbo o pogumni in načelni ženski, ki je popisana v knjigi Moje ime je Merjam. Govori zgodbo begunke, obsojene na smrt zaradi vere. Pa bi vas vprašala, tiste, ki ste prebrali ali pa poznate zgodbo, kaj vas je najbolj pri tem pretreslo? Mogoče gospod Cvirk. V vsej knjigi me je najbolj pretreslo njeno bivanje v zaporu z malim otrokom in pa rojstvo drugega otroka, povrh vsega še z zvezanimi verigami na nogah. In to sem precej boleče doživljal, ker imam tudi sam male otroke, da žena, mati gre skozi tako hudo trpljenje. Poleg tega pa je še mož, ki je na invalidskem vozičku, ki vso to zadevo spremlja, tako da bi rekel, branje je kar po svoje boleče, naporno, benem pa, ker je razplet pozitivni, si človek odahne in se reče, Bog dej, da bi čim več takih pozitivnih razpletov bilo. Pa vas, gospod Križnar, kaj vas je v tej zgodbi? Vi jo poznate malo drugače, ne samo iz knjige. To njeno zgodbo smo aktivisti spremljali, zato, ker smo poskušali s peticijo doseči, da bi jo ta islamska fundamentalistična vlada, ki je obtožena genocida in drugih največjih zločinov proti človeštvu, spustila. Ampak ni izgledalo dobro, ker v Sudanu vlada šariatsko pravo in po šariatskem pravu se seka roke tatovom in kamenja tiste, ki izstopijo iz islamske vere. Ni milosti. Mi poznamo, sam spremljam Sudan že praktično 40 let in zato me sama usoda ni presenetila, pa vendarle, ker sem pa dobil dober občutek, je pa ravno ta kampanja za izpustitev te žene. In pri tem lahko rečem, da samo čestitamo lahko vsi, da je še upanje, še se da, ni še vse obsojeno na konec. Vas bi pa veste, kaj vprašala. Mene je pa najbolj pretreslo v tej knjigi ta trdosrčnost teh njenih sorodnikov. Na noben način se niso mogli usmiliti. Jaz pa zdaj, če gledam vas pa druge iz tega bližnjega vzhoda, ki vas poznam, ste pa vsi izjemno topli ljudje. Kaj se to zgodi? Dober večer. Jaz knjige nisem še prav, samo zgodbo pa poznam. Jaz sem slišal od medijev, od interneta, tako. Je žalostna zgodba to in ne vem, to je zame, kot je rečem, da to je primitivni ljudje. Tudi vsake ene vrsta muslimanov so te, ne moramo mi posplošiti to, da na ta način recimo sodijo v to. Ne vem, in te ljudi, tako da ste rekli, res so trdi, pa nimajo recimo srce, brez srce. To so živeli, hujše kot živeli, jaz vem to, ne. Samo, veste, to so, ne vem, umamljeni ali pranje možganov ali tako. To je podobno kot tega samo morilca, ne. Zame to človek, ki gre v take zadeve, recimo, to je isto. Jaz ne razumem, recimo, kako človek lahko to naredi, ne.
Ja, knjiga je izšla v več kot primernem času, žal, da imamo takšne čase, v času, ko smo priča pravemu eksodusu ljudi. Zdaj bi vas pa vprašala, vi imate vsak neko svojo izkušnjo ali poznavanje, kako bi dosegli to, da bomo v tej masi beguncev znali videti posameznike s svojimi zgodbami, da ne bomo gledali samo maso nekih bodočih teroristov. Ja, mislim, da najprej moramo sebe pogledati kot človeka, ne? Da se gledamo kot posameznika in da se vprašamo, kakšno življenje imam, kaj se z menoj zgodi, če zgubimo vso varnost in ali bom kje naletel na nekoga, ki mi bo podal roko in pomagal, ali pa bojo se dvignale proti meni roke v obliki pesti, me odganjale in me pretepale. Če se postavim v to temeljno človeško situacijo, stiske, bede, nesreče, potem bom jaz lahko tudi druge razumel in po svojih močeh naredil kaj, ne? Če druga ne, da vsaj ne bom skupaj s množico kričal križega, ne? Tako da mislim, moramo se vrniti do svoje gole človeškosti. Ker dokler smo zavarovani z vsemi temi inštitucijami, od mednarodnih do družinskih, ne, se počutimo varne, smo v trdnjavi in potem radi streljamo okrog sebe. Ne nazadnje, se tudi ne ravnamo vedno dobro z sorojaki ali pa sodržavljani, ki so v stiski, ki so v potrebi. Hvala Bogu imamo Caritas, kar se tiče katoličanov, da poskušamo preko tega ljudem v stiski pomagati. Hočem reči, ne gre samo za begunce, gre za tisti splošen odnos do sočloveka. Ker ne nazadnje, če zavračamo tujce, prej ali slej bomo zavračali tudi znance, ne? In to se nam rado dogaja. Jaz se strinjam z povedanim, kaj se pa zdaj da narediti, da bomo lahko ločevali na imigrante in na begunce, ki res rabijo pomoč, pa ne upam odgovoriti, ker tukaj bi se enostavno umaknil z debate zaradi neke jeze, ker smo somišljeniki in prijatelji tako dolgo upozarjali, da se bo to zgodilo. In zdaj se dogaja. 20 let smo pisali knjige, producirali dokumentarne filme in svarili, kako veliko trpljenje se tam dol na naftnih poljih, tudi tam, kjer je voda, v pesku, Bližnjega vzhoda in Severne Afrike dogaja, pa žal evropske inštitucije, ki deklarirajo človekove pravice in demokracijo, niso odreagirale razen takrat, kadar so šli kaj krast, kadar so šli dol, da bi si kaj vzeli. In mi smo bili priča, poslušali smo desetletja zdaj res inteligentne ljudi, ki so nam pravili, lejte, svet bo popokal po šivih, vi ste hinavci, vi ste dvolični, vi pridigate eno, delate pa čist nekaj drugega. In zato smatram, da ti ljudje prihajajo po tisto, kar jim je bilo odvzeto, to je mir. Mi smo jim naredili te vojne. Niso se sami samo suniti pa šije med sabo začeli tepsti. Mi smo jim vzeli v bistvu ponekod osnovno možnost preživetja in potem so tle še klimatske spremembe, ki prav tako prispevajo, da ljudje ne morejo več preživeti od dela svojih rok. No? In za mene zdaj, jaz ne upam odgovoriti, kaj se da še zdaj narediti. Razen, da se deklarira nedolžnost za glavno vrednoto. Nedolžni ljudje ne smejo umreti. Nedolžni ljudje morajo ostati, ker če bodo nedolžni pobiti, potem nas vse čaka nekaj, kar ne bo zaživeti našim otrokom. Ja, ko ste omenili pisanja, opozorila, naj spomnim, mi smo leta 2005 izdali knjigo Mohamed in gospod Ucirk, vi ste že takrat, leta 2005, opozarjali, da s cenzuro politično korektnega in strpnostjo ne bomo nikoli ničesar razumeli ne v islamu, ne v čem drugem in bomo vedno znova presenečeni, ko bodo iz nič izbruhnili nemiri, sovraštvo, prelivanje krvi.
In to se zdaj dogaja, ker se nočemo soočiti, vedno nekaj zakrivamo v imenu politične korektnosti. Ja, vsekakor, ne. Po eni strani govorimo, da islam v vseh teh zadevah, naprimer, ga ni. Po drugi strani pa rečemo, islam je vse, on je odgovoren za vse, je kriv za vse. Ravno ta primer, moje ime je Merjam, pravzaprav, kako so jo rešili, kdo je tu vse sodeloval. Nevladne organizacije, civilna gibanja so se prva zdrsila in reagirala, gospod Tomo tudi, vidite, potem so animirali domače politike, v igro so stopili italijanski, angleški, kaj so in kjeri še vse, not so omenjeni. No, potem seveda ta država Sudan ima tukaj tudi gospodarske interese, se je to vpletl, je ekonomija noter. A veste, na koncu, ko pogledaš, res je, sodnik je po islamskem zakonu šariji, čisto po krivici, to gospod obsodo na smrt. Ampak to je en dejavnik v celotni igri. En od akterjev je islam, drugo je pa politika, je ekonomija in so interesi ne samo Sudancev, ampak seveda tudi vseh tistih, ki so v to igro vstopili. V tem primeru bi rekel še najmanj Italije in italijanske vlade, razen to, da so poskrbeli za svojo promocijo, da so se prvi slikali z Merjam, ko je bila enkrat osvobojena. Ampak drugi pa seveda imajo v Sudanu finančne, politične, strateške interese, in zaradi tega te stvari ne samo v Sudanu se dogajajo, pa se dogajajo na Bližnjem vzhodu. Ker če je bilo vprašanje samo islama, kot je že gospod povedal, islam je kaleidoskop, to je galaksija, to se ne da zreducirati na enotni imenovalec, češ, to je ta skupina, da se jo identificirati. Imate muslimane, ki so seveda nekateri ekstremisti, imate druge, ki so ekstremni svobodnjaki, ravno tako. In je treba celotno zadevo poznati. Vprašanje politično korektnega je pa to, da ne smeš reči o islamu ne tako, ne tako. Če pa ni pravih informacij, če se ne sme o tem razpravljati, prevlada tema, v temi je strah, občutek ogroženosti, pride do sovraštva in odbijanje drugega človeka, pa smo tam, kjer smo. Se strinjate s tem, gospod Arkan? Seveda, strinjam s tem in lahko tudi dodam to kot kristijani in muslimani, jaz sem kot Iračan, na tisočih letih živeli so in kristijani. V Iraku, samo en podatek, 14 različnih kristijanov. Vsak ima svoje cerkve in so živeli v sožitje. In tudi muslimani med sabo. Ampak nažalost, da to je zunanja igra, vse to politike in naš problem tam, mi rečemo, naša nafta, če ni nafta, mogoče veliko bolj živeli ljudje. In to, ampak zdaj vse to, ko se pogovarjam, nekateri ljudi mislijo, da to je vojna med krščanske in muslimanske in to je daleč od tega. Ker te, ko rečejo, da so muslimani, te teroristi, da to, oni, taka podobna zgodba, velika zgodba, so delali z muslimanke same, ker je druga vrsta muslimanke, in to poznam to, da to ne gre točno za to, samo mi moramo biti ljudje, in te begunci, ko smo rekli, med njim res eni so ljudi, ki so izgubili vse, rabijo pomoč. Vmes tudi druge ljudi, ki so skoristili gužba in odprte meje, pa so prišli. To je pa država mora narediti kdo. Samo mi kot ljudi moramo biti odprti, moramo biti ljudi in te ljudi res rabijo pomoč. Vsod, ali v Sloveniji, ali pa v Nemčiji, ali druge države. In jaz mislim, da jim pomagamo, da damo
upanje v življenju, da je lahko naprej. Ker jaz gledam na internet v take filmčke, resnične zgodbe. Sploh ne verjamem, da to je lahko, v tem času lahko to se zgodi. Kako pa vi osebno doživljate to begunsko krizo, pa to govorenje o islamu? Jaz doživljam to, ker poznam iz države Iraka, da recimo smo imeli koliko vojn, narejenih, režiser znan, in veliki ljudje. Jaz recimo od moje družine med zalivsko vojno, ko sem šel v Irak, jaz nisem vedel kaj. Ljudi takrat, ko pride, pada bomba, kot en kup pticev pa vršiš nekaj in vse letijo posod. Takrat sploh ne razmišljajo. En brat v družini je rekel, da smo bežali, bomba padejo na jugu Iraka, tiste, ki so napadali med zalivsko vojno. In ljudi, ko sem rekel, kam pa ste šli? Proti puščavi. In potem so se zgubili tam. In eni so do danes niso najdeni, drugi pa ne vem kaj, kako so najdeni. In te ljudi na isti način, kadar pade bomba, nima kaj drugega. On samo beži in rabi res pomoč. Ja, pa. Smem še na nekaj upozoriti, ko je ravno priložnost, da v tej vojni, ki je zame v bistvu vojna dveh fundamentalizmov, enega neoliberalnega modela fundamentalizma, ki je prav tako fundamentalizem in je popolnoma prepričan, da ima prav in da sme napadati in krasti in pobijati, in drugim fundamentalizmom, ki je pa maksimalno ekstremno konzervativen in dejansko muni do svoboščin, ki smo si jih vendarle priborili. Da v tej vojni umirajo najbolj nedolžni ljudje in za njih sploh ne slišimo, se sploh ne pojavljajo v medijih, bežijo v gore in se skrivajo v votlinah, tam, ko je kaj vode in nekoliko zemlje, da si lahko pridelajo tisto malo hrane, pa še to je vedno oteževano, ker jih stalno bombardirajo, raketirajo, napadajo mudžahedini in džihadisti, džanžovidi. To so ljudje, ki ne bodo nikoli pobegnili. To so tile, ki smo jih mi dali v naš koledar, da jih postavimo na stene, pa da jih spomnimo na nje, da jih tudi njim treba pomagati, ker bodo v tej vojni med dvema fundamentalizmoma prvi iztrebljeni dokončno. To so staroselci, to so afriški, domorodni, indigeni, aboriđini. In prosim, dovolite, da vam vsakmo en koledar podarim za Božič. Na Božič se jih spomnite, midva z mojo ženo Bojano si jih bova, ker bova pri njih v Sudanu, na meji med obema Sudanoma, in bova poskušala od tam vam narediti direkten prenos v medije, da vam bodo zapeli božično pesem tisti, ki bodo upam nabrali za dost skrb hrane, da ne bomo lačeni. Ne bo pa nobenega drugega luksuza. Tele pa prosim razdelite vašim, pa jih prodenke, če kdo hoče kupiti, s tem nas boste podprli, da bomo lahko bolj učinkoviti pri tem, kar delamo. To, kar mi delamo, so video nadzor, vrtalne naprave za iskanje vode, droni in nekakšne vrste zaščitne področja, kot da bi čuvali te ljudi, saj tako kot čuvamo gorile ali pa slone. Hvala. Gospod Cvirk, je možno nekako preseči ta medverski konflikt? Konec koncev, zdaj vsi ti ljudje, ki prihajajo v Evropo, najbrž jih bo treba vzgajati za demokracijo, za te vrednote, ki so pri nas. Neko sobivanje bo nujno. Ja, če bojo ostale, seveda nujno, da najdemo načine sožitja. Zdaj, ena nevarnost je, da se vsak zapre v svoj krog ali pa v svojo trdnjavo in bomo imeli več skupnosti ali pa več padalcev, da tako rečem, ki med seboj ne bomo komunicirali in ne bo izmenjave, kljub temu, da bomo imeli izpisano v ustavi naši ali pa evropski, da smo odprta družba.
ampak bomo odprta družba znotraj svoje trdnjave, drugi znotraj svoje in se bomo drugega bali. To nič dobrega ne obeta. To je pač ena od možnosti, ne, komunitarizem. Druga možnost pa je, da smo vsi pripravljeni, da se malo bolj odpremo, da malo prisluhnemo in da poskušamo tudi drugega razumeti, se pravi njega oživeti. Poleg tega moram pa vedeti, gospod Tomo je že omenil namreč, da je tukaj v ozadju še veliko večji problem, kakor je ta vojna zdaj in ta val beguncev, namreč ekološka katastrofa. Glejte, da se je situacija v Siriji tako nenadno poslabšala, da so ljudje postali nezadovoljni z režimom, je to posledica 4-letne suše. Ljudje niso mogli nič predelati, nič niso več imeli za jesti. Vlada se ni znašla, ni dobro ukrepala in tako naprej in jasno so ljudje začeli upirati. Če se boste spomnili, v Tunisu revolucija se je začela s tem, ko so enemu prodajalcu zelenjave prepovedali to prodajati in je naredil samomora. Se pravi, se že vrti. Lani, če ste kaj brali v zalivu v nekaterih mestih, ki imajo več 100 000 prebivalcev, je temperatura dosegla 50 stopinj Celzija. A si predstavljate? To zdaj pomeni, da če Bog da, da še nekaj let živimo, bomo že mi mogoče doživeli ekološko emigracijo, ker ljudje bojo želeli in hoteli preživeti. In zdaj smo ves svet, ne samo Evropa, da bi bila ogrožena, ves svet mora najti nove oblike sožitja in življenja. Zaradi klima nas bo to prisilila, če nič drugega. In recimo sam sem zadovoljstvo ugotovil, malo zatem, ko je papež izdal svojo ekološko okrožnico, so nekateri islamski veljaki ravno tako napisali svojo, z podobno zaskrbljenostjo, s podobno voljo, da se dela na reševanju tega osnovnega vprašanja za preživetje vsega človeštva. A veste,